Lepo pozdravljeni na pohodu za življenje 2025. Sem vesela, no, da se lahko danes spet postavimo za nerojene in njihove mamice v stiski, da lahko sporočamo sporočila za življenje, da lahko ljudem pokažemo novo pot, drugo pot življenja, tako da jaz sem vesela. Kakšno spremembo si želiš, da bi videla v Sloveniji kot recimo posledica pohoda za življenje? Veliko je teh. Eno vsekakor, kar si najbolj želim, je to, da bi videla, da možgani mladih ljudi niso tako zelo oprani, če tako na hitro rečem, da ne bi bilo toliko tega lažnega sočutja in bi se v primeru recimo nezaželene nosečnosti vsem smilila samo mama, kot da otrok sploh ni na sceni. To bi si zelo želela, da bi res tudi videli, da v bistvu ostarelim delamo krivico, da to je žaljenje ostarelih, da jim sporočamo bož, da vas ni. Tako želim si, da bi se kakšno srce premaknilo. Ja. Letos je poseben poudarek tudi ne samo na začetku, ne, pri splavu, ampak tudi na koncu življenja, pri evtanaziji. Kakšno sporočilo je tukaj? Ja, najprej se mi zdi, da se bomo danes še malo poveselili, da smo uspeli zbrati podpise, da sploh lahko gremo na referendum, a hkrati z enim upanjem, glede na to, da nam je v 3 dneh uspelo zbrati skoraj da pol podpisov. Jaz imam kar veliko upanje, da bo to šlo skozi. Ja, preprosto, kot sem že rekla, jaz si želim, da bi ostarelim bolnim dali sporočila, da obstaja pomoč, da obstaja sočlovek, nekdo, ki ima čas za njega, ki ima občutek ljubezen, da jih ne bi spravljali v stisko, da bi mogli sploh pomisliti na tako odločitev. Kaj pričakuješ od oblasti? Jaz si želim, da bi počasi iz leta v leto več ljudi začutilo, da je tudi to njihov klic. Poleg popravljanja cest, skrbli za infrastrukture take ovake, da bi se vedno več tudi mladih politikov začutilo v svojem srcu, da je tudi to pomembna tema v njihovem poslanstvu, ker kot zdaj vidimo, da nam struktura poka po šivih, če nimamo ljudi, če nimamo sploh življenja, novega življenja, potem nam bo zagustilo prej ali slej, tako da jaz si želim, da bi mladi politiki, da bi jih vedno več bilo. Zakaj prihajaš na pohod za življenje? Zato, ker je vsako življenje neprecenljiv in dragocen dar in ker je treba to povedati ljudem, ki tega ne vejo, in ker je zelo pomembno, da razširimo v javnost to vest, pa recimo stvari, o katerih se ljudje ne zavedajo, da se dogajajo, ker recimo puščajo rane na velikih ljudeh in tudi na celi družbi, ampak v bistvu ne vejo ljudje, kaj je razlog za tem ozadje, in mi želimo te rane ozdraviti vsem tistim, ki za njimi trpijo, in tudi zato raznašamo to sporočilo veselja v Ljubljano in v bistvu celo Slovenijo. Kaj praviš tistim, ki so mnenja, da pohodu za življenje in udeležencem ni mar za ženske? Mi smo v bistvu tisti, ki nas skrbi za vse ženske, tudi tiste, ki se še niso rodile, hkrati pa tudi tiste, ki trpijo za posledicami tega, kar jih splav ali pa druga oblika smrti prinaša, zato ker se to premalo poudarja v današnji družbi. Mi pa želimo to sporočiti družbi, da v bistvu tudi splav pusti veliko posledic in da mi nudimo pomoč, ki jo take ženske potrebujejo. Zakaj prihajaš na pohod za življenje? Ja, pohod za življenje. Zdi se mi, da je v Sloveniji ena velika demografska zima. In je problem, ker se mladi ne odločajo za otroke. Normalno je, da hodijo, ne vem, s 5, 6 kužki, z ženo, ki pride pa s 3 otroki, naj pa vsi debelo gledajo. Tu se mi zdi, skregano z naravno logiko in z svojimi vrednotami. No. Tako da, psi niso problematični, otroci pa so. Ne vika. Ja, zakaj ste na pohodu za življenje, kakšno sporočilo prinašate tako, take stvari? Nič težkega, no. Nič težkega. Poveste, kaj hočete, točno to. Dajte začetek, moče sami ime pa primk, no, toliko, da pol malo damo napis spodaj. Pija Ciglar. Dominik Ciglar. Zakaj prihajate na pohod za življenje? Jaz zato, ker si mislim, da si vsak nerojen otrok zasluži življenje.
vsako življenje je vredno, ne? Tako od otroka, kakor od starejših in pač je treba to podpreti. Kaj si želite, da bi se spremenilo, recimo, pa kaj pričakujete mogoče od vlade, od parlamenta, da bi slišali, da bi potem morda ukrepali tudi po tem pohodu? To je kar težko vprašanje. Ja, če ne drugega, pač da bi videli, da vse nekaj ljudi misli, da evtanazija in zakon, ki se ga zdaj urihtava, da pač je bolan in da ni pač vredno, da bi to v Sloveniji imeli. Moje sporočilo je, splav ni zdrav. Sam prihajam iz družine pred mnogimi leti, ko sem doživel nekaj takega, ko je bil splav nujen, mladoletnico je posilil sin domačega veljaka, tako da starši so preživljali travme in Bog naj jim oprosti, danes jih ni med nami. Ta revca, ki je doživela splav, je pa poleg vsega doživela še šoke take, da enostavno normalnega življenja po tistem dogodku ni imela. Lahko mi pametujemo, da je to uzakonjeno, res je uzakonjeno, ampak to je tvoja odločitev med življenjem in smrtjo. Tako da splav ni zdrav, sveto pismo nas uči, ne ubijaj. Sedaj pa skupaj s Simono Černetič zapojmo slovensko himno. Komunar pred veselo zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Sloveče matere. Žive naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan. Da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo. Ne vrag, le sosed bo mejak. Blagoslovi Gospod Slovenijo! Najlepša hvala, Simona. Najprej bi pa zdaj pozdravili par ljudi. Seveda vse vas smo že lepo pozdravili, še posebej pa med nami pozdravljamo škofa Franca Šuštarja. S kakšnim sporočilom prihajate na pohod za življenje? Sporočilom, pravzaprav s hvaležnostjo za življenje in da bi se ta hvaležnost vsakega od nas poznala v lastnem življenju, potem pa tudi v zagovarjanju življenja drugih ljudi. Kajti življenje prejemamo kot dar od Boga in mislim, da je prav, da se tega vsak zaveda in da bi se vsak čutil kot ljubljenega, kot izbranega, kot tistega, ki ga Bog pokliče v življenje in hkrati tudi Bog odloči, kdaj bi se človek poslovil. Ne? Hkrati sem pa hvaležen tudi vsem ljudem, ki pripravljajo te shode za življenje, tako v Ljubljani, Mariboru, Kopru, ali pa tudi zdaj, ko so se mnogi prostovoljci tako močno angažirali za zbiranje podpisov proti temu zakonu o evtanaziji, tako da lahko res je veliko ljudi, ki zagovarjajo življenje in ki so hvaležni. In to želim, da bi vsi doživljali. Pozdravljamo lepo evropskega, ja, kar zaploskajte mu. Med nami je tudi evropski poslanec gospod Branko Grims.
poslanka Alenka Jeraj, gospa Iva Dimic, gospa Vida Čadenič-Pelič, gospod Janez Žakelj in gospod Franc Medic. Hvala vam. Letošnje geslo vseh treh pohodov za življenje se glasi: človek že od spočetja. Spočetje je tista točka, kjer se vse začne. To je zelo pomembno, da si zapomnimo. Če si danes nič drugega ne zapomnite, si želim, da si zapomnite to. Zato vas prosim, da ponovite za mano: človek je že človek od spočetja. Človek je človek od spočetja. Človek je že človek od spočetja. Bravo, dobro znate. Tako, evo še eno vprašanje. A ste veseli, da nam je uspelo zbrati podpise za referendum? Evo, res čestitke vsem, ki ste neutrudno delali za to in za to priložnost za celo Slovenijo, da lahko sploh gremo na referendum. Predvsem pa res čestitke Alešu Primcu in njegovi neutrudni ekipi. Aleš, pridite, da vam čestitamo. Čestitke grejo vsemogočnemu Bogu, ne meni. Lepo pozdravljeni otroci, mladinke in mladinci, po letih in po srcu. V imenu Mestne občine Ljubljana vas vse prav lepo pozdravljam v Ljubljani, glavnem mestu. Od srca hvala vsem, ki ste oddali podpis za zaščito bolnikov in proti zastrupitvam in zlorabam bolnikov. A vendar, naš boj se je šele dobro začel. Nadaljevati ga moramo najprej z osveščanjem ljudi o pomenu vsakega življenja, od spočetja do naravne smrti, ki bo trajalo naslednji mesec in pol. Lepo vas prosim, če bo vsak, ki je oddal podpis, pripeljal na referendum še 10 ljudi, smo z veliko večino zmagali. Ampak tudi, če kdo ne bo uspel pripeljati 10 ljudi, ne jih pripelje, kolikor lahko, ostale bomo pa drugi. A je prav? Še enkrat od srca lepo pozdravljeni na pohodu za življenje v Ljubljani in hvala lepa in čestitam za to, da ste ponosno in pokončno oddali podpis za zaščito bolnikov proti zastrupitvam in zlorabam bolnikov. Hvala vam za vse. Zdaj mi pa dovolite, da predstavim naše dve prvi govornici. Na temo spoštovanja življenja bolnih in ostarelih ne boste spregovorili velika borka proti temu krivičnemu zakonu, zdravnica Bojanka Štern, ki nam bo z strokovnega vidika spregovorila o nevarnostih evtanazije. Za njo pa nas bo nagovorila sestra Emanuela Žordin, dvakratna sestra, medicinska in redovna, z mnogimi izkušnjami dela z umirajočimi. In vaju vabim k mikrofonu, še prej pa en velik aplavz. Spoštovani, dragi ljudje, ki ste se danes tukaj zbrali v tem prešernem vzdušju, v katerem se prav dobro počutim, moram vam povedati, da si nisem mislila, da me bo usoda pocukala za rokav in bom morala pri svojih letih prvič nastopiti na takšnem odru. Ampak tako pač je. Za dobro stvar je potrebno stopiti iz cone udobja. Tukaj sem zato, da spregovorim verujočim in neverujočim. Zelo sem bila vesela, ko sem zaznala novico, da so verske skupnosti pozvale vernike k podpisu, torej pobude za referendum, hkrati pa žalostna, ker neverujoči ostajajo zunaj tega okvirja.
Povedati moram, da je temeljni postulat humanistične etike nedotakljivost človekovega življenja, tako kot je temeljni postulat religiozne etike svetost življenja. Mi imamo v ustavi zapisano pravico do nedotakljivosti življenja. Ne glede na to, so poslanci 27. julija letos na izredni seji sprejeli zakon, ki ga imenujejo Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To je novorek. Namen novoreka je, da odvrne z besedo debato od bistva. To je zakon o pomoči pri samomoru in to je zakon o dolžnosti zdravnika in zdravstvenih delavcev o pomoči pri samomoru. Če začnem pri prejšnjem referendumu, takrat je bilo na listku splošno vprašanje, ki se je glasilo: ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Zagovorniki zakona so govorili o neznosnem trpljenju in ponavljali to mantro ob vsaki priložnosti. Človek bi moral biti brez srca in brez pameti, da bi pristal na neznosno trpljenje, če mu je to prisojeno in določeno. Vendar temu ni tako. Mi imamo paliativo, ki lahko pomaga pri lajšanju bolečin, pri lajšanju strahu, pri lajšanju dušenja. To ni več situacija izpred 2500 let, ko je Hipokrat rekel, da ne bo dal strupa nikomur, če tudi bi ga za to prosil. Pripravljalci zakona oziroma zakon sam v 3. členu govori, da je sprejet z namenom največje zdravstvene koristi. Torej smrt, pomoč pri samomoru je za snovalce zakona največja zdravstvena korist za bolnika. Potem govori o načelu spoštovanja človekovega časa. Če berete zakon, vidite, kako so pohitreni vsi ti roki. 3 dni od izjave človeka, da želi biti usmrčen, torej da želi storiti samomor, mora zdravnik to posredovati naprej, potem ga pogleda še en zdravnik in potem ga pogleda psihiater in tudi tam mora v 3 dneh odločiti, ali je ta človek duševni bolnik. Pri čemer vam moram povedati, da je termin duševna bolezen meglen. Po enem, torej splošno veljavnem dojemanju duševne bolezni gre za ljudi, ki so izgubili stik z realnostjo. In duševna bolezen in duševna motnja se tukaj v tem zakonu prekrivata. Duševna motnja je tudi, se dogaja ljudem, ki so povsem pri polni zavesti, zakon pa govori o duševnih bolnikih, pri čemer ne definira, kdo to je. Potem naslednje načelo. Načelo spoštovanja osebnosti in dostojanstva. Povejte mi vi, kakšno dostojanstvo je to, da jaz pomagam človeku storiti samomor. Pri čemer sem izvedela, zdaj te dni se mi dogaja, da so pripravljalci zakona lobirali pri državnih inštitucijah, da bi zdravniku odvzeli pravico do ugovora vesti. Odvzeli pravico. To je spoštovanje, njihovo razumevanje spoštovanja, da bi vzeli zdravniku pravico do profesionalne avtonomije in do zadnjega dostojanstva, ki ga zdravniki v tej družbi še lahko zagovarjamo, ne da bi bili pri tem napadeni, pa tudi pri tem smo napadeni.
Naslednje načelo. Načelo jasnosti in transparentnosti. Naj vam povem, da v zakonu piše za 21. člen. Za potrebe zdravniškega potrdila o smrti se pacientova smrt, ki je nastopila kot posledica postopka uveljavljanja pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ne šteje kot neposredni vzrok smrti. Šteje se huda, neozdravljiva bolezen ali druga trajna okvara zdravja. To pomeni, da ljudje, ki bi bili usmrčeni s pomočjo asistiranega samomora, na njihovem mrliškem listu ne bi pisalo, da se je ta asistirani samomor zgodil. Se pravi, mi ne bi imeli niti enega podatka, kaj se s temi ljudmi dogaja, niti ne bi imeli statistik. Za asistirani samomor po tem zakonu se lahko odloči vsak, ki je star 18 let ali več. Zdaj si pa vi predstavljajte, ta človek si izbere prostor in čas, kjer bi se naj ta samomor s pomočjo zdravnika, diplomirane medicinske sestre ali drugega zdravstvenega osebja zgodil. Če si ta človek izbere vaše stanovanje, kjer je podnajemnik, ali če si izbere nek motel v nekem zakotju, potem bo zdravnik moral priti tja, izvesti samomor in kaj, kdo bo potem, verjetno tega v zakonu ne piše, ampak verjetno bo šla policija na dom povedati staršu ali bratu ali sestri, da so tega človeka našli, in ko bo rekel, kaj se mu je zgodilo, ne bo razlog asistiran samomor, ampak neka izmišljena bolezen. To v tem zakonu piše. Bom malo skrajšala. Torej, zavarovanje za primer smrti, tudi tam se ne navede asistiran samomor, tudi tam lahko ga sklene človek en dan pred smrtjo, naredi asistiran samomor in tu ne bo nobenega problema. Moram vam tudi povedati, da sem dobila informacijo profesor Slavčeve, mi je poslala predavanje profesor Ponikarjeve, ki je Buturovič Ponikar, ki sodeluje v Evropskem združenju za evtanazijo in me je opozorila na trgovino z organi. Jaz sem do 3 leta nazaj mislila, da se to ne more zgoditi. Sedaj iz prve roke dobivam informacije, da je v Kanadi že 15% vseh transplantiranih organov pridobljenih z evtanazijo in dobivam informacije, da se uveljavlja geslo nobeno truplo naj gre pod zemljo z enim zdravim organom. Torej, moj poziv je, da se udeležimo referenduma, da se zakon odpravi in da nemudoma pristopimo k sprejetju in pripravi zakona o paliativi, ki bo lahko ljudem dal možnost, da jih ne bo bolelo, da jih ne bo strah, da bodo ob umiranju pri njih ljudje, ki jim zaupajo, in to je dostojanstvena smrt. Zdravniku pa ne bo nalagalo, torej moram povedati, da obstaja ugovor vesti, ampak en zdravnik je dovolj, da vse bolnike, ki želijo asistiran samomor v Sloveniji, opravi. V Kanadi sta 2 zdravnika doslej opravila 900 evtanazij. Hvala za pozornost. Zakaj prihajaš danes na pohod za življenje? Zato, ker sem za življenje, ker ga podpiram in podpiram tudi to, da je vsako življenje vredno in ima svojo vrednost in čisto iste pravice, kakor vsi ostali ljudje, ki so pač že odrasli. Prosim, začnite malo bolj resno razmišljati glede tega, kaj je življenje, kdaj se življenje začne in zakaj je pomembno. Zaradi tega, ker se mi zdi, da si z nekimi izgovori in nekimi praznimi mislimi ne moramo zakrivati dejstva, da je tudi nerojeno življenje življenje.
Kako lepa je danes Ljubljana. Tukaj vrvi življenje, v očeh otrok in v teh svetlih balonih. Zato sem danes tudi jaz tukaj pred vami, borci za življenje. In sicer v imenu tisti, o katerih nihče ne piše in nihče ne govori. A oni sami ne morejo priti sem, niti oddati svojega glasu za življenje, niti povedati, da bi še radi živeli. Tukaj sem pred vami kot medicinska in redovna sestra, da povem, kaj sem se naučila od umirajočih, mojih najboljših učiteljev. Na teh mojih rokah je umrlo prav gotovo 200 in več ljudi, različnih narodnosti, različnih ver in prepričanj, zato si jaz upam govoriti v njihovem imenu. Ko govorimo o novem zakonu o evtanaziji, tolikokrat slišimo, da tako lajšamo trpljenje bolnikom. Pozabljamo, da je trpljenje del življenja. Vprašajte naše vrhunske športnike, vprašajte jih, Pogačarja, vprašajte Dončića, ali so njihovi uspehi prišli skozi užitke ali skozi odpovedi in trpljenje. Vprašajte mamice, številne so tu med vami, če ne bodo več sprejemale trpljenja kot del življenja, ali bodo sploh še rojevale otroke. A trpljenje ni nikoli samo telesno. Trpljenje je duhovno in duševno in tega ne more niti evtanazija uničiti. Edino ljubezen, sočutje, bližina in vera v večnega. Še nekaj moramo povedati. Večina ljudi vendar umre brez tega strašnega trpljenja, s katerim nas strašijo. In večina ljudi je hvaležna, če še lahko eno jutro doživi in še lahko enkrat pozdravi ljudi na tej naši zemlji. To bo potrdil umirajoči Gospod, ki smo ga z vsemi kandilami in infuzijami peljali na Brezje, da se je zahvalil Mariji, ker je prišel živ iz onkologije. To bo povedala tudi gospa, ki je plačala evtanazijo v Švici, a je bila pri nas v hiši Ljubhospic in ostala pri nas in po smrti rekla, da je bil to najlepši mesec njenega življenja, ko je lahko v polnosti končala in uredila svoje življenje. To bo tudi rekel gospod migrant iz Afrike, ki so mu moje sodelavke plačale, uredile vse, da je šel domov ne zaradi tega, ker je bil zdrav, zaradi tega, ker je hotel umreti doma. In veliko je to stalo, ampak so vse uredile. In pri vprašanju, a se je splačalo, ja, injekcija bi stala dosti manj, a splačalo se je, ker je poslal sliko polno ljubezni in hvaležnosti. To delamo zato, ker smo ljudje. To bi lahko povedal. To bi lahko potrdila tudi mlada mamica muslimanka, ki je bilo omogočeno, da je na zadnji dnevi življenja imela svoje otroke ob sebi, ali pa mama, ki je 17 let negovala svojega sina in zadnji dan vprašala, a bo še en dan ostal pri meni. Ko pravim, da delam v hospicu in med umirajočimi, nas ljudje začudeno sprašujejo, pa kako to morete? Zmoremo, ker je trenutek odhoda iz življenja prav tako pomemben kot trenutek prihoda. Kot nas ob rojstvu sprejmejo ljubeče roge, tako si ob smrti želimo, da so ob nas naši dragi, ali pa vsaj ljudje, ki nas razumejo in ne zbežijo od nas. In še nekaj bi rada povedala. Bili smo na enem mednarodnem srečanju, kjer je bila prisotna tudi glavna sestra klinike iz Nizozemske, kjer delajo evtanazije. In veste, kaj je rekla? Kaj je njihov največji problem? Osebje. Osebje ne zdrži dolgo pri njih. Ne zdravniki, ne medicinsko osebje, ker tam ubijajo ljudi.
ne pa tisto, za kar so nas učili, zaradi čegar smo študirali, ker so to ljudje, ker smo ljudje ustvarjeni tako, da delamo za življenje, ne za smrt. In še nekaj je pomembno. Ko ljudje odločamo, kdo bo umrl in kdo bo živel, se postavimo na mesto Boga. Ko pa se človek postavi na mesto Boga, zmeraj naredi napako, ker smo samo ubogi grešni ljudje in ne vidimo vsega, ne vidimo vseh razsežnosti in je zato tako težko. In zato delamo napake in potem v spolzkem terenu hitro sami odločamo, ta bo živel, ta bo umrl. A si to želimo? Živeti polno življenje do konca je tako dragoceno, kot je bila dragocena naprimer ena vožnja s kavalirčkom za naše bolnike, ki so šli po Ljubljani še zadnjič. In Gospod je rekel, veste kaj, vonj tiste kave mi bo še v grobu dišal. Narediti nekaj lepega za umirajoče, to je tisto, kar olajša življenje in kar naredi življenje dragoceno in lepo. A ubogo, zares ubogo je društvo, ki kot edino rešitev za težave ljudem nudi smrtonosno injekcijo. Zmeraj si štejem čas, da sem bila ob ljudeh v njihovi zadnji trenutki. Počaščena sem za vse dobro, ki smo jim ga naredili, zato ker smo ljudje. Ker se ljudje tako poslovimo od svojih bratov in od sester, ne zbežimo od njih. In ker ljudje vemo, da je nekaj najdragocenejšega v našem življenju ljubezen, sočutje in bližina. Zato, Slovenija, bodi pogumna, izberi življenje. Mladi za življenje so podmladek Pohoda za življenje, ki imajo več talentov, ne le poučevanje po župnijah o svetosti življenja, ampak tudi pojejo zelo lepo. Lepo jih pozdravimo še enkrat in prisluhnimo njihovemu petju. Visoko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje globih kam. Skozi solzenja, cvetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, dolino solzi na goro vstajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti, dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem, zadnji skrbnost. Dober dan, življenje, silno in milo, in kot na praznik prihajam tvoj dan in ti še petam na uho besedilo zaljubljeni, rada te imam. Dober dan. Skozi solzenja, cvetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, dolino solzi na goro vstajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti, dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem, zadnji skrbnost. Dober dan, življenje, silno in milo, kot na praznik prihajam tvoj dan in ti še petam na uho besedilo zaljubljeni,
zdaj pa jaz vabim, da se mi pridružita Mirjam Kastelec in gospod Igor Vojinovič. Tukaj je Mirjam. Sedaj pa bomo poslušali dve lepi pričevanji in sicer na temo nerojenega otroka in njegovih staršev v stiski. Naj nam bosta spodbudo, kako zelo smo dragoceni. Ja, lepo pozdravljeni, sem torej Mirjam, kot je Urša povedala, in imam 3 mlajše brate, Domna, Tadeja in Danila, in najmlajši Daniel ima Downov sindrom, pa so me prosili, če vam povem malo o svoji izkušnji odraščanja z njim. Sem se odločila, da bi vam povedala nekako 3 najbolj pozitivne stvari, ki se mi zdi, da mi jih Daniel daje, oziroma neke 3 nauke, ki me jih uči. Mislim, da je res velika škoda, da toliko otrok z Downovim sindromom zaradi splava ne bo nikoli imel možnosti imeti toliko pozitivnega vpliva na svojo okolico, kot ga ima Daniel na našo družino. Tako da ja, se mi zdi res velika škoda in ja, da je naša cela družba na slabšem zaradi tega. Pa da ne bo vse skupaj zvenelo kot neka podcukrana reklama, naj najprej povem, da seveda je težko in Daniel zahteva veliko truda in energije, ampak se mi zdi, da v življenju ni veliko stvari, ki ne zahtevajo truda in energije, pa jih je vredno imeti. Tako da vsekakor potencialni minusi so veliko manjši kot plusi. Evo, prva stvar, ki bi jo rada z vami podelila, je, da zaradi Daniela sem se začela precej manj obremenjevati s tem, kaj si mogoče ljudje mislijo. Verjetno do neke mere delite to izkušnjo vsi starši mlajših otrok, ampak ja, zaradi Daniela se manj sprašujem, kaj si bojo pa ljudje mislili in tako, ker se to ne sprašuje niti on in pač je pristan in avtentičen tak, kot je. Druga, dosti dragocena stvar je, se mi zdi, da me Daniel rešuje nekako iz zagledanosti vase. Recimo, ko sem čez teden na faksu, se večinoma vse vrti okrog mene in mojih treningov, mojega študija in tako dalje. Ko pa pridem zvečer domov, pa hočem začeti jesti večerjo in pride Daniel in mi pod nos pomali kitaro in zahteva, da mu igram, se spomnim, da nisem edini človek na svetu in da so tukaj tudi drugi ljudje s svojimi potrebami. In me tako nekako rešuje mojega egoizma in ja, neke zaciklenosti vase. Zadnja in se mi zdi tudi najpomembnejša stvar je pa Danielov vpliv na naše družinske odnose. Se mi zdi, da je res kot neka središčna točka, okrog katere se vsi zbiramo. V bistvu ta skrb, ki od nas zahteva, nas nekako vse skupaj združuje in preprečuje, da bi živeli tako neka vzporedna življenja vsak v svoji sobi, ker pač moramo pri skrbi zanj sodelovati vsi. Tako da sem res Bogu hvaležna za Daniela, za njegovo življenje. Se mi zdi, da je res velik božji dar. In hvala tudi vsem vam, da ste danes prišli in ste pokazali, da ste za življenje, za vse oblike življenja, tudi mogoče z malo drugačnim številom kromosomov, tako da hvala. Vas prosim, tisti, ki klepetate, da mogoče zdaj nehate, ker mislim, da vam bo žal, če ne boste poslušali. Igor ima za nas zelo pretresljivo pričevanje in dajmo mu en aplavz za vzpodbudo.
Prav. Pozdravljeni. Sem Igor, poročen, oče 2 otrok. Samozaposlen kot novinar, pišem za Družino in drug verski tisk. Sem tudi iz skupine Mož svetega Jožefa, kjer se prizadevamo biti varuhi življenja. Povedal bom stvari, o katerih ni lahko govoriti. Med svojim odraščanjem sem ves čas čutil, da pri nas doma nekaj ni v redu. Vladal je neki čudni nemir, napetost, občutek praznine. Kot da nekdo, ki bi moral biti tu, manjka. Sicer je manjkal oče, ker se je zakon mojih staršev hitro razpadel, ampak z njim sem imel redne stike. Bratov in sester nisem imel, ker sem bil edinec. Odgovora, kaj je bilo narobe, nisem našel vse do študentskih let, ko mi je nekega dne poštar prinesel ogromno pismo, 60 strani. V njem je bila mamina pretresljiva življenjska izpoved z naslovom Moja bolečina, za katero sem ji zelo hvaležen. Po ločitvi od očeta je iskala srečo, želela si je najti moža in meni krušnega očeta. 3-krat je poskušala z novo zvezo, toda vsakič je tudi zanosila. In ko je bilo treba prevzeti odgovornost, so tisti moški njeni snubci mamo pustili na cedilu in odšli. Na koncu je ostala sama s 3 splavi in globokimi ranami. Tako sem izvedel, da nisem bil edinec. Mamina postabortivna travma je bila strašna. Njeno zdravje se je pred mojimi očmi iz dneva v dan slabšalo. V vodovodnih jaških je slišala glasove duš. Ponoči so jo prebujali kriki splavljenih otrok. Včasih je o tem pisala po knjigah, po pohištvu, po zidovih. Malo je manjkalo, da bi storila samomor. Zakaj me nihče ni opozoril? Niti starši, niti šola, niti cerkev se je jokala. Leta 1983 je neki zeliščar iz Sarajeva mami povedal, da se tam dol v Medžugorju dogajajo ozdravitve in je takoj šla. Tam je doživela dotik gospodovega usmiljenja in pravi preporod. Opravila je življenjsko spoved, spoznala težo storjenih splavov, jih grenko obžalovala. Ne grešite ljudje, kot sem jaz grešila, je ponavljala. Nekega dne, ko je v kapelici župnijske cerkve pred kipom Lurške Matere Božje molila rožni venec, se ji je zazdelo, kot da si je Marija približala in s seboj pripeljala 3 lepe deklice, rjavolasko, blondinko in črnolasko, in jih predstavila. Poglej, Melanija, to je njeno ime, to so tvoje 3 hčerkice, bodi v miru, oproščeno ti je. Po tem milostnem dogodku se je mati umirila. V Marinjem svetišču je zanje darovala mašo in jih krstila. Rjavolasko Kristino, svetlolasko Bodimirko in črno Ana Marijo. Pozneje so ji diagnosticirali paranoidno shizofrenijo. Morala je najprej na psihiatrijo, sem jo moral peljati potem v zavod, kjer je oskrbovana in tam je že 26 let. Kljub vsemu je pomirjena z usodo. Hvaležna sva, da sem vsaj jaz živ, da zanjo skrbim in da se lahko veseli vnukov. Kot da to še ne bi bilo dovolj, še nekaj je bilo v zraku. Zakaj je šlo, sem izvedel šele pri poznih 40-ih, ko se mi je izpovedal tudi oče. Tudi njemu sem za ta pogum hvaležen. Mislim, da je dobro, da se otrokom, ko dozorijo, pove resnica o teh stvareh, če je kaj v družini. Tokrat pa je res bolelo, kajti, kot sem od njega izvedel, niti jaz nisem bil namenjen preživetju, niti načrtovan, niti zaželen. Ko sem bil leta 1969 spočet, sta se z mamo znašla v nezavidljivem položaju. Komaj sta končala srednjo šolo, bila neporočena, brez doma, brez službe, brez denarja. Pri maminih domačih pa oče ni bil sprejet, ker je bil tujega rodu, pa še povrh reven umetnik, poet. Zato nista bila pripravljena na moje rojstvo in kmalu se je pritihotapila tista misel, da je najboljša rešitev, da me splavita. Kot vemo, v tistih letih je bil splav vedno bolj pogosta praksa. Mimogrede, ravno tistega leta je Jugoslavija sprejela tisto sramotno resolucijo o načrtovanju družine, kljub nasprotovanju združenj ginekologov in porodnišničarjev, kar je tlakovalo pot, da je leta 1974 bila sprejeta ustava. Torej, Jugoslavija je prva na svetu sprejela ustavo, kjer je splav postal ustavna pravica.
Jaz pravim, ni čudno, da je ta država tako krvavo propadla. Kdor se z vragom igra, ga vrag pokonča. Ko sta se starša že pripravljala za moj splav, je za njuno namero izvedla moja babi Cvetka, očetova mama. Kaj bosta storila? A sta znorela? Odločno je dvignila svoj glas in ju začela rotiti, naj za božjo voljo kaj takega niti ne pomislita. Sprva je bilo zaman, ampak babica ni popuščala. Ko je videla, da nič ne pomaga, je očetu zagrozila, da se mu bo uradno odpovedala, če dovoli moj splav. To je očeta malce ustavilo in medtem, ko sta se prerekali z babico in obotavljali in kregali, je čas mineval, jaz sem pod materinim srcem dosegel starost, ko je bilo za prekinitev nosečnosti prepozno. Tako sem preživel splav. Življenje je zmagalo. Hvala Bogu. Po zaslugi Angela Varuha gotovo in tudi po zaslugi moje verne pravoslavne babi Cvetke, ki je bila Srbkinja, ki sem jo vedno imel neskončno rad. Zato pravim, naj žive vse naše babice, čudovite cvetke za življenje. In detki tudi. Kako dragoceni so naši stari starši. Nikoli si ne bomo nehali prizadevati proti zakonodaji, ki jim ponuja tako nedostojno smrt z evtanazijo. Danes me nič ne čudi, da je zakon mojih staršev propadel, čeprav sta ga poskušala rešiti. To potrjuje, da naj je še tako težko, če se v ljubezni ali tudi v neurejenih strasteh nenačrtovano spočne otrok, ga je treba sprejeti in niti ne pomišljati na splav. Kajti ne zgodi se napaka, zgodi se čudež življenja. Nenazadnje ogromno parov, ki ne morejo imeti otroka, čaka na posvojitev. Možje, očetje in detki za življenje pa smo zlasti poklicani, da to kulturo odgovornosti širimo med moško populacijo. Ne sme nas biti tako sram in biti tako nerodno o tem govoriti doma ali drugje. Ni večje sramote, kakor da fantje zaplodijo otroka, nato pa zakrivijo njegovo usmrtitev. Da dekle nagovarjajo k splavu ali da jo pustijo na cedilu, kot so storili moji mami. V današnjem času pa imamo tudi nove izzive, da se odpovemo vsakršni pornografiji, po predmetenju ženskega telesa, malikovanju uživanja, nespodobnemu oblačenju, flirtanju v službah. Ena moja splavljena sestrica je bila spočeta od maminega sodelavca v službi, zapeljivca. Vse so to lahko vzroki za nesrečo splava. Zato raje podpirajmo kulturo čistosti, dostojnosti, vzdržnosti pred poroko, zvestobe po poroki, samonadzor, take vrednote. V podporo imamo odlične programe in skupine, na primer Inštitut Integrum dela odlično, Exodus 90, Možje svetega Jožefa, tečaj Up to Me za najstnike in še drugi. Zakaj to pravim? Zato, da nikomur več ne bo treba, kakor moji mami, obžalovati. Zakaj me nihče ni opozoril? Zakaj me nihče ni opozoril, da tisto geslo moje telo, moja pravica zalaja in se potem kesaš do smrti? Pa tudi, da nikomur ne bi bilo treba živeti z občutkom nezaželenosti. Taka stvar ti namreč skrha samopodobo, okrni samozavest, te jezi in zamaje tla pod nogami. Na srečo pomoč obstaja. Mama jo je našla v Božjem usmiljenju in je rekla, iskrene solze kesanja so moje zdravilo. Meni pomaga družina, cerkvena občestva, vera, da smo pri Bogu vedno zaželeni, da imamo v Jezusovi družbi veliko čudovitih bratov in sester. Za konec naj še povem, da je vrhunska, odlična pomoč duhovne vaje Rahel in Vinograd, ki ga izvaja Zavod Živim in je primeren tudi za svojce oseb z izkušnjo splava in preživele. Meni je pomagal, da to družinsko tragedijo predelam, ozavestim, predelam, da se na neki način povežem s splavljenimi sestricami v nebesih in kar je najbolj pomembno, da svojim staršem vse odpustim. Hvala. Zaploskajmo še enkrat za vse bake in babice in vse tiste, ki so svojo odločnostjo rešile življenja. Med nami je, kot ste že slišali, tudi Zavod Živim, tudi Center Sara in tudi druge organizacije, ki pomagajo. In zdaj besedo prodajam gospe Katarini Nazobandora,
ki je tudi s svojo ekipo imela pomembno vlogo pri Igorjevi poti duhovnega ozdravljenja po tem težkem spoznanju v njegovem življenju. Imamo ljudi, ki pomagajo, ki imajo znanje, ki se dajo na razpolago. Zaploskajmo jim. Izvoli, Katarina. En lep pozdrav iz Zavoda Živim. Mi smo skupina ljudi, ki želimo pomagati tistim mamicam, ki razmišljajo o splavu in tistim osebam, ki čutijo težo po splavu. Tako kot je rekel Igor, tudi bratje, sestre, detki, babice, tete, strici in medicinsko osebje čutijo veliko težo, ki jo nosijo in potrebujejo ozdravljenje. Ta zgodba, ki jo je Igor podelil, moram reči, kolikokrat me mamice pokličejo, stotine zgodb v teh 14 letih in rečejo, prosim, vsem povejte mojo zgodbo, povejte jim, kako hudo je. Jokajo ure in ure in potrebujejo ozdravljenje, potrebujejo sočutno podporo. Zato smo se tukaj v Zavodu Živim zbrali in vabimo vse tiste, ki morda trpite zaradi izkušnje splava ali morda v svojem življenju poznate osebe, ki razmišljajo o splavu ali ki že trpijo po splavu. Bodite jim v oporo, vsak od nas lahko pomaga najprej s sočutnim poslušanjem, sočutno bližino, potem pa jih tudi usmerite naprej, da bodo dobili pomoč, da ne bodo sami, da bodo lahko to bolečino predali naprej in svoje življenje zaživeli polno. Še nekaj mi povejte, ali je začetek življenja človeka odvisen od naše verske prepričanosti? Ne. Kaj pa od naše politične opredelitve? Ne, če tudi nas želijo to prepričati, to nima nobene veze. Začetek življenja je popolno znanstveno dejstvo. Ob združitvi moške in ženske spolne celice, ob oploditvi nastane nov, neponovljiv, nikoli prej obstoječ, edinstven genski zapis, nov človek. To znanost potrjuje, to se da znanstveno razložiti in opazovati. Človek je človek že od spočetja. In čeprav smo v Sloveniji tekom let, odkar imamo legaliziran splav, izgubili že na tisoče in tisoče ljudi, človeških življenj, ki jih ni več med nami, čeprav je že toliko mater in očetov dvignilo svoj glas in javno povedalo, kako zelo veliko trpljenje jim splav povzroča, čeprav vemo, koliko težko prisluženega, tudi našega, davkoplačevalskega denarja smo zapravili za smrti teh nemočnih ljudi, čeprav tudi tisti, ki smo verni z duhovnega vidika, vemo, koliko težkih posledic pušča to na svetosti ljudi, pa vse eno. To za nas tukaj zbrane, to za nas kristjane, to ni razlog, da bi obupovali. Se strinjate, ravno nasprotno, vse to je razlog, da hodimo, da se skupaj zberemo in hodimo na pohodu, da hodimo za vse te otroke. Ti otroci ne bodo nikoli pozabljeni in nikoli ne bomo dovolili, da bi ti ranjeni starši morali žalovati v osamljenosti. Pravica do življenja je naša osnovna pravica, fundamentalna pravica. Ta pravica ni temelj pogajanj. To ni pravica samo za nekatere privilegirane ljudi, samo za tiste zaželene, planirane, samo za zdrave, samo za tiste, ki ne trpijo. Človekove pravice so za vsakega človeka, če so človekove. Zato mi hodimo od Kopra do Maribora, hodimo po celi Sloveniji, hodimo za nerojene, hodimo za mamice v stiski, hodimo za ustrahovane očete, hodimo za utopele zdravstvene delavce, za žalujoče sorodnike, hodimo za zavedene mlade. Hodimo za življenje, za družino, za prihodnost. Mi smo generacija za življenje. Mi bomo spremenili kulturo Slovenije, mi bomo nadaljevali delo Charlieja Kirka, ki je bil grdo usmrčen, mi bomo nadaljevali glas Patricije Sandoval, ki nas je obiskala pred dnevi,
jutri jo lahko gledate na Planet TV, če kdo želi. Mi bomo ustavili namene poniževanja ostarelih in bolnih s tem nagnusnim zakonom. Mi bomo zmagali na referendumu, ker smo varuhi resnice, ker imamo moč Svetega Duha, ker smo sinovi in hčere očeta in on računa na nas. Pojdimo na pohod in prinesimo upanje celi Sloveniji. Naj se pohod za življenje v Ljubljani 2025 začne. In skozi okno vidim reko, vidim polje, vidim svet. Pod starim kostanjem zaigral si spet. Pozabil tuj bom svet. In spet doma zapojem pesem kot nekoč. In spet zapojem tebi, ki mi daješ moč. Ko daleč stran sem sam in tuji so ljudje. Se spomnim na deželo, kjer rodil sem se. Najlepša si za me. Svojo pot odpeljal se bo stran. Ta vlak, ki tiho pelje svojo pot, me čakal bo zaman. Ostal bom tukaj ob tej reki in z domačimi ljudmi. Dovolj prehodil tujih prašnic sem poti. Saj sreča tu živi. In spet doma zapojem pesem kot nekoč. In spet zapojem tebi, ki mi daješ moč. Ko daleč stran sem sam in tuji so ljudje. Se spomnim na deželo, kjer rodil sem se. Najlepša si za me. In spet doma zapojem pesem kot nekoč. In spet zapojem tebi, ki mi daješ moč. Ko daleč stran sem sam in tuji so ljudje. Se spomnim na deželo, kjer rodil sem se. Najlepša si za me. Sive gore in zelene reke. Tu življenje skriva svoj zaklad. Stara si kot sonce, mlajša kot pomlad. Siva pot vodi me, kamor hoče srce. Na Gorenjsko, kjer gori so. Zemlja stara, trda, neizprosna. Rdeča roža v tvojih je lasih, nežna mesečina, solze v očeh. Siva pot vodi me, kamor hoče srce. Na Gorenjsko, kjer gori so. Vodi me,
siva pot. Postaja jutro, slišim klice iz daljave, radio spominja me na dom tam nekje. In ko se vozim po betonskih magistralah, mislim na tele. Siva pot, vodi me, kamor hoče srce, na Gorenjsko, kjer gori sol, vodi me. Siva pot, vodi me, kamor hoče srce, na Gorenjsko, kjer gori sol, vodi me. Siva pot, vodi me, siva pot, vodi me. Je angel Gospodov oznanil Mariji, je ona spočila od Svetega Duha. Češčena Marija, češčena naj bo, da dušni sovražnik nas zmagal ne bo. Marejka, naj se mi zgodi, kakor angel veli. Češčena Marija, češčena naj bo, da dušni sovražnik nas zmagal ne bo. In sveta beseda je človek postala, med nam prebivalo je Jezus ime. Češčena Marija, češčena naj bo, da dušni sovražnik nas zmagal ne bo. Hvala in se vidimo prihodnje leto.